sledi temu, rečemo neto principu. Čisto, koliko smo ustvarili. Oziroma razmerje med izvozom in bruto domačim proizvodom je zadnja leta v Sloveniji nad 80%. Negotove razmere v mednarodnem okolju gotovo vplivajo tudi na to, da se potrošniki mogoče malo bolj konzervativno obnašajo. Ena izmed stvari, ki je v podatkih za prvo četrtletje relativno ugodna, je še vedno v bistvu visoka rast v tehnološko zahtevnih panogah. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance s financami na ti. Moje ime je Katarina Matejčič, tokratna tema pa BDP. Kaj to sploh je, kako se meri, kaj nam pove, kaj to pove o razvitosti naše države in tudi o tem, kako dobro se v Sloveniji živi. Ter seveda predvsem, kaj nam kažejo zadnji podatki o BDP-ju v prvem kvartalu. Več o bruto domačem proizvodu oziroma BDP-ja nam bo povedal Janez Kušar z Urada za makroekonomske analize in razvoj oziroma UMAR-ja. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako bi na preprost način razložili, kaj je sploh bruto domači proizvod in zakaj je to najpomembnejši kazalnik spremljanja gospodarske aktivnosti v Sloveniji, torej kako Sloveniji kot državi gre? Najbolj enostavna varianta je v bistvu ta, da je bruto domači proizvod predstavlja vse, kar se v eni ekonomiji v enem letu ustvarja. Vsi proizvodi in vse storitve. In to ne glede na institucionalno obliko in podjetja in država, javni zavodi, vsi ustvarjajo neko dodano vrednost, kar se potem v bistvu šteje v BDP. Ena stvar, ki je pomembna, je to, da gre v bistvu za dodano vrednost. Rekel sem, vseh proizvodov in storitev. Zdaj, če poenostavljeno rečeno, neka tovarna sestavlja avtomobile, in zato, da ta avtomobil proda, mora motor od nekje drugje kupiti, je dodana vrednost sam tisto dodatno, kar se stavi. Če motor kupi nekje drugje, to ni dodana vrednost, če smo na vidiku tega podjetja. Zavede, če pa gremo en korak naprej in smo na nivoju države, če je ta motor bil uvožen, to ni del BDP-ja te države. To je taka, se mi zdi izjemno pomembna stvar. Kar se zares ustvari. Tisto, kar smo porabili, da smo za to ustvarili, se odšteje. Ni del bruto domačega proizvoda. Zakaj je ključen, zakaj je to pomemben kazalnik? Mislim, da izhaja ravno iz tega, ker v bistvu zaobjame vse, kar smo ustvarili. V bistvu nam pove, koliko smo ustvarili. To je ključno. Neki drugi kazalniki, ki jih imamo, pa jih spremljamo, pojasnjujejo neke druge stvari, koliko smo naredili, koliko smo teh avtov naredili, ne pa koliko smo porabili za to. Ta pa dejansko sledi temu, rečemo neto principu. Čisto, koliko smo ustvarili. Kako se meri oziroma kaj vse se vključi iz računa? Zdaj ste nekaj povedali, torej, če motor uvozimo, se ne vključi, pa vendarle, če pogledava te glavne komponente, kako se na koncu pride do številke? Izhaja v bistvu iz neke take osnovne identitete, da je tisto, kar ustvarimo, kar proizvedemo, na drugi strani tudi porabimo, in tudi nekdo mora biti za to plačan. Imamo 3 različne načine, kako lahko pridemo do tega. Zdaj, to je tako zelo malo poenostavljeno, ki lahko tudi nekdo drug naredi, pa mi porabimo, ampak to se potem popravi v tej analizi statistike. Zdaj, v osnovi je pač to, da pogledamo, oziroma pogleda statistični urad, na UMAR-ju tega ne delamo, koliko so podjetja ustvarila. Pogleda se njihove bilance, njihove izkaze, to je taka ogromna količina enih podatkov. Zraven so še nekateri drugi viri, ki jih statistični urad sprašuje ljudi o anketi o porabi gospodinjstev, podjetja sprašuje o tem, koliko so investirala. Večja podjetja v bistvu na mesečni ravni poročajo o tem, koliko so izvažala, uvoznikov, koliko so uvažali. In potem na 3 različne načine, s tem res velikim naborom podatkov, pridejo do izračuna bruto domačega proizvoda. To je res velika količina podatkov in to traja kar nekaj časa, da na statističnem uradu to pripravijo. Ampak zdaj sem rekel, to je v bistvu podatek, ki ga na SURS-u dajo ven avgusta in rečejo za preteklo leto. To, kar smo bili pa priča v prejšnjem tednu, nedavno tega nazaj,
Je bil pa podatek o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Zdaj, ko so pa na SURS-u pripravljali to informacijo, pa seveda niso imeli toliko podrobnih podatkov. Podjetja ne poročajo svojih izkazov na mesečni, na četrtletni ravni. Skratka, imajo precej bolj ozek nabor, in na podlagi tega je tudi ta prva ocena tudi manj kakovostna in se lahko v prihodnosti še spremeni. Mislim, da je nekako širša javnost, mislim, da v letu 2023 to nekako tudi zapazila, ko je bila kar precej velika sprememba med to prvo, bolj enostavno metodo, kjer je manj podatkov, do tiste bolj napredne, ki je na voljo kasneje. Ampak na splošno velja formula, torej potrošnja, investicija, država in pa izvoz minus uvoz. Ja. Kaj je tukaj najpomembnejše in ali so ponderji za vseh teh 5 kategorij enaki ali kaj bolj pretekta, torej so potrošniki pomembnejši, je uvoz pomembnejši, kje smo tle? Mogoče bi začel najprej s tem drugim pristopom proizvodnim. Ta je bil zdaj potrošnji, zdaj proizvodnje, koliko različni sektorji ekonomije res naredijo v enem letu. In tam je nekako največji sektor predelovalne dejavnosti, ko malo v ljudskem jeziku se to reče tudi industrija, ki predstavlja približno petino bruto domačega proizvoda. Drugi sektori, bolj podrobni, so manjši, gradbeništvo 5-6%, trgovina ustvari 10%, veliko ustvari tudi javne storitve, zdravstvo, šolstvo, tudi ta ožja država, nekaj pod 20%. In to je ta proizvodni koncept. Zdaj, na drugi strani izvoz, uvoz, tam so stvari mogoče mičkeno bolj zapletene. Izvoz predstavlja, oziroma razmerje med izvozom in bruto domačim proizvodom je zadnja leta v Sloveniji nad 80%. Ampak to ne pomeni, da z izvozom neposredno ustvarimo 80%. Zaradi tega, mislim, da sem tudi rekel, ker mi zato, da lahko toliko izvozimo, moramo prej nekaj uvoziti. In zdaj ta podatek ni tako statistično hitro na voljo, potrebni so neki proračuni, ampak recimo, da bi bila taka prva cifra, da se z izvozom v bistvu v Sloveniji ustvari okrog 55% dodane vrednosti. To pomeni, to je najpomembnejša komponenta v izračunu BDP za Slovenijo. Ja. V Slovenija je kot majhna odprta ekonomija, nekako logično, manjši, na manjšo enoto, kot gremo, večja bo verjetnost, da boš za neko svoje delovanje potreboval nekoga drugega. In manjša kot je država, večja je verjetnost, da bomo mogli nekaj uvoziti na eni strani, na drugi strani pa, da bo naš proizvod to, kar naredimo, da bomo izvozili. In ja, seveda, Slovenija včasih smo prisotni na kakšnem sestanku in začne Nemčija, mi kot majhna odprta ekonomija, ali pa rečejo potem, kakšni Nizozemci, mi kot majhna odprta ekonomija. Slovenija je res majhna in res odprta. Tako da Slovenijo je seveda izvoz izjemno pomemben. Kaj nam pa pomeni podatek o BDP-ju na prebivalca? Nekako to kaže, kako razvita je država, kako dobro nam gre. Šele ko pogledamo ta podatek za kakšno drugo državo, jaz sem rani med dopustom pogledala recimo za Demokratično republiko Kongo in nisem mogla verjeti, kako zelo nizek je ta znesek. Kaj nam v bistvu pove, zakaj smo tukaj, čeprav morda se nam vsak dan ne zdi, pa ugotovimo, da smo v bistvu dobri. Ta kazalnik BDP na prebivalca nam pove v bistvu to, ekonomsko moč nekega na prebivalca. Zdaj, približno vemo, koliko ustvarimo, delimo s številom prebivalstva, vidimo, koliko ne bi v povprečju nek prebivalc ustvaril. Je pa tako, da v bistvu meri torej nekako ekonomsko razvitost. Je pa tako, da je pogosto v kakšnih takih statistikah je ta bruto domači proizvod na prebivalca izražen v cenah in se ne popravlja za cene. V revnejših državah so ponovadi cene nekaterih dobrin in storitev precej nižje kot v bolj razvitih. Zdaj globalno Slovenija se šteje med bolj razvite države in bolj razvite ekonomije. In če se primerjamo z nekom, ki je precej manj razvit, je treba imeti pred očmi to, da so tam tudi cene precej nižje. Se mislim, da vsi tisti, ki potujejo v kakšno manj razvito državo, to zelo hitro opazijo. In zaradi tega se v zamerjanje ekonomske razvitosti, kot BDP na prebivalca, pogosto, oziroma skoraj večino uporablja kazalnik BDP na prebivalca po kupni moči.
ko se tako zelo napredno sliši, gre pa v bistvu samo za to, da se ta bruto domači proizvod na prebivalca popravi za cene. Da nekako upoštevamo to, da so v manj razvitih državah cene nižje in jim to nekako lahko potem tudi pomaga pri tej statistiki. Nekaj ste že omenili, pa vendarle v zadnjih dneh smo veliko poslušali o najbolj svežem podatku za BDP, torej za prvi kvartal v letošnjem letu. Po letu 2020 ponovno negativen predznak. Kaj v resnici to pomeni? Ali to pomeni, da smo v recesiji in kakšna je saj ekonomska definicija recesije? Kdaj je gospodarstvo v recesiji? Kaj se mora zgoditi? Ali je samo en minus dovolj za to? Neke formalne definicije, kdaj nastopi recesija, to v bistvu ne obstaja. Ni tako formalno, da bi lahko rekli. V splošnem pa pomeni obdobje padca ekonomske aktivnosti. V praksi se pogosto porablja tako, da mora priti do 2 zaporednih četrtletij padca ekonomske aktivnosti. Dve zaporedni četrtletji padca BDP-ja. Mi smo zdaj zabeležili eno četrtletje padca, tako da z tega vidika še ne moremo govoriti o recesiji. Je pa seveda, BDP se je znižal, tako da to nikakor ni nekako zelo razveseljiva novica. Je pa tako tudi, lahko je padec tudi v enem četrtletju precej večji, potem bi mogoče že lahko tudi začeli govoriti o recesiji, ampak ta padec zaenkrat, tako kot zdaj velja, ni tako velik. Tokrat je bil padec tudi zato, ker je bil uvoz večji od izvoza in prej sva že povedala to formulo, kjer se ta del izračuna in torej smo imeli tle negativen priznak, kar pomeni, da je vplivalo na celotno številko. Je morda to mogoče pripisati tudi večjemu uvozu zaradi vseh napovedi o neki carinski vojni, o carinah, pa recimo, da so se tudi podjetja, država v tem prvem kvartalu odločili nekoliko več uvoziti, zato ker nismo bili popolnoma prepričani, kakšne bodo cene in carinska politika v nadaljevanju, torej recimo, da bi se dejansko to nekako iznihalo v naslednjih četrtletjih. Rast uvoza je presegala rast izvoza in to je tisto, kar je v bistvu povzročil ta negativni prispevek mednarodne menjave. In ja, seveda, lahko ta relativno višja rast uvoza bi se lahko izničila v naslednjem kvartalu z nižjo. Zdaj, kar je pri tem podatku tako, je to, da je bila na strani rasti uvoza predvsem visoka rast uvoza storitev, ki pa je zelo težko v bistvu nakupimo na zalogo, tako da ni ravno najbolj verjetno, da bi se to v prvem četrtletju zgodilo. Je pa vsekakor, ena stvar, mogoče bi jo še to izpostavil, da pač tudi, če bi podjetja relativno veliko uvozila in bi šlo to v zaloge, se to pač ne bi pokazalo kot v padcu BDP-ja. Ker pač, če več uvoziš, imamo na drugi strani povišanje zalog, ki je tudi del BDP-ja in to ne vpliva na to dinamiko BDP-ja. Pač ta padec BDP-ja je mogel priti od nekje drugje, tako rečem. Ena zelo pomembna komponenta, ki je nekako gnala dodatno rast BDP v zadnjih letih, je seveda tudi potrošnja. V tem prvem četrtletju manj kot odstotek celotno, potrošniki samo, torej prebivalstvo, gospodinjstva, samo 0,4%. Je to nek pokazatelj, da se ljudje morda malo bojijo oziroma so tudi oni glede na vse, kar se nam dogaja vsak dan v svetu, malo bolj previdni, mogoče malo bolj varni in malo bolj nagnjeni k varčevanju, ker nikoli ne veš, kaj bo. In sploh Slovenci najbolj varčujemo v bistvu najbolj kriznih časih, ko misliš, da je razpoložljiv prihodek nižji, ampak takrat recimo je največ denarja na bankah. Zelo smo, ko nas začne stiskati, mi začnemo še bolj stiskati. Je to nek znak, da se pa lahko potegne v naslednja četrtletja, ker je nek tak sentiment, ki ni najbolj nagnjen potrošnji in ni nekega dodatnega hajpa in pospešenega zapravljanja. Slovenci smo, kar se tega tiče, kar bolj precej konzervativni. Res zelo mednarodni podatki kažejo, precej nagnjeni k varčevanju. In tudi zdaj, ne samo ta zadnji kvartal, tudi že kakšen kvartal, kakšno četrtletje prej,
je seveda, to negotove razmere v mednarodnem okolju gotovo vplivajo tudi na to, da se potrošniki mogoče malo bolj konzervativno obnašajo, in zelo verjetno je ta nižja rast povezana tudi s to negotovostjo. Ta negotovost sicer veliko bolj odraža pri podjetjih, ki pač, če podjetje razmišlja o neki investiciji, jo bo potem rabila nekaj časa najprej, da jo bo realizirala, potem bo pa še nekaj let trajalo, da bo te prihodke iz teh investicij začel generirati. Zveda, njih neka sprememba negotovosti, razmere, če so nekako vezani na ameriški trg, neposredno ali pa posredno prek Nemčije, zagotovo ta višja negotovost pri njih pomeni, da so tudi oni spet se ustavijo nazaj, rečejo, mogoče pa ne bomo investirali, dajmo malo počakati. In ta negotovost je tista, ki vpliva na počasnejšo oziroma mogoče tudi negativno gospodarsko rast. Zdaj so omenila predvsem dve komponenti, ki sta negativno vplivali na končni rezultat. Seveda je bilo pa tudi nekaj dobrega. Kateri so tisti dejavniki v gospodarstvu, ki pa v tem trenutku nam lahko vlivajo neko zaupanje, optimizem, predvsem pa nam lahko dajo vedeti, da bojo naslednja četrtletja boljša in da se bomo vsaj približali, če ne dosegli recimo tisto napoved, ki smo jo imeli in tudi vi dali za letošnje leto. Ena izmed stvari, ki je v podatkih za prvo četrtletje relativno ugodna, je še vedno v bistvu visoka rast v tehnološko zahtevnih panogah. Tle mislimo predvsem na farmacijo. To je pomemben dejavnik v slovenski ekonomiji in temu še vedno kaže dobro. Zdaj, kar se tiče za naprej, imamo pa seveda ena stvar je mednarodno okolje, kaj se bo tam dogajalo na področju carin, na področju trgovinske vojne. Imamo pa tudi, ko rečem, nekaj pozitivnih stvari, ki jih lahko vlečemo naprej, pa ravno to. Prebivalstvo je relativno, varčuje veliko, je relativno v primerjavi z drugimi državami manj zadolženo, kar pomeni, da ima možnost, da poveča svojo potrošnjo v prihodnje. Tudi podobno je s podjetji. Slovenska podjetja so po krizi 2008, tedaj, ko so bile preveč zadolžena, začela izrazito konzervativno financirati, so relativno malo zadolžena. Kar spet pomeni, da imajo možnost za rast. Lahko investirajo, sredstva imajo na voljo in to je tisto, kar bi lahko seveda dvignilo gospodarsko rast v prihodnje. In prihaja tudi meseci, ko smo bolj optimistični, ko smo bolj nagnjeni k potrošnji, poletje, pikniki, dopusti, treba je kupiti kaj novega za kam v tujino. Vi, rekli ste, statistika meri, vi seveda napovedujete. Kaj zdaj to, kar vemo do zdaj, pomeni za letošnjo napoved? Veliko smo govorili o BDP, nismo pa recimo omenila, kaj se pričakuje za letošnje leto. V grobem, seveda, imamo še 3 kvartale, zelo veliko se lahko spremeni, pa vendarle, kakšna so vaša predvidevanja v tem trenutku, verjetno še nespremenjena za leto 2025? Izjemno pomembna je ta stvar, kaj se bo dogajalo v mednarodnem okolju. Jaz sem v tem poslu zdaj že več kot 20 let in take negotovosti, to, kar se nam zdaj dogaja, tega še nismo videli. Imamo v tej strokovni javnosti imamo nek indeks, ki se mu reče indeks gospodarske negotovosti, nekako tako, in ta je pač po začetku aprila, ko je Trump napovedal te svoje carine, je to skočil na najvišjo raven do zdaj. Na drugi strani imamo pa seveda te različne komponente domače potrošnje. Tle se pa seveda predvsem pričakuje na tem delu tudi protipoplavne obnove. Tukaj bi mogli priti do nekega dodatnega puša v aktivnosti. Tukaj so tudi vsa ta evropska sredstva, ki so na voljo, tukaj bi skoraj mogli priti do obrata in višje gospodarske rasti v preostanku leta. Hvala lepa za tole. Hvala tudi vam.